Tule za mano vidite neasfaltirano parkirišče, kjer bi morala že zdavnaj stati Narodna in univerzitetna knjižnica. Kot veste, je Slovenija v 30 letih ni bila sposobna zgraditi, kot ni bila sposobna zgraditi nobenega večjega objekta. Še vedno vegetiramo na tistem, kar je ustvarila Socialistična republika Slovenija, torej prva republika, vključno z zdravstvenim sistemom, katerega srce je klinični center, narejen v prejšnji državi. Prav tako imamo osrednjo kulturno inštitucijo Cankarjev dom, še iz prejšnje države in tako naprej. Slovenija se je osamosvojila v veliki meri po sili razmer, ker v Jugoslaviji ni bilo več možno živeti, ker so tedanje mednarodne okoliščine dopuščale to, se pravi, ta jugoslovanski ščit ni bil več potreben in tudi notranji procesi v Jugoslaviji, zlasti Miloševićeva politika, so jo neposredno ogrožali. Torej imela je pravzaprav dva cilja. En cilj je bil samostojna država kot nekakšen višek zgodovine, kot konec zgodovine, in drugi cilj je bil vstop v evropske integracije, ki pa je bil takrat še precej oddaljen. In kot vemo, smo tudi potrebovali 13 let, da smo prišli do tja. K temu so potem prilepili še NATO, politične elite. So to izkoristile in vse skupaj povezale. Ni pa imela bistvenega, ni imela recimo tretjega soglasja, če mu tako rečemo, o tem, kaj z državo početi, kaj narediti, da bo državljanom bolje, da bo naslednji generaciji bolje. Kajti v prejšnji državi je bilo vsaki generaciji bolje. Danes pa vemo, da mlade generacije tega razkošja nimajo te prihodnosti. Ker ni imela ciljev, ker ni imela vsebine, so se stvari odvijale stihijsko, odvijale so se pravzaprav po principu grabljenja, ne graditve nečesa novega, ampak grabljenja tistega, kar je bilo ustvarjeno prej, in ta proces po 30 letih pravzaprav še vedno traja. Torej, mi nimamo več kontrole nad finančnimi tokovi, ker smo prodali banke, nimamo več lastnega letališča, ker ga je kupila nemška država, uničili smo ponos, pravzaprav bi lahko rekli, Socialistične republike Slovenije, to je bila Adria, ki so je prejšnje elite s trudom pridobile. Zato tukaj ni šlo samo za nekaj letal, ampak za vso infrastrukturo, za vse znanje, ki je stalo za tem, ampak to kratkovidni slovenski politiki o tem sploh niso razmišljali. Tako da je pravzaprav naš problem danes, da smo prvič notranje razklani, ker se je obnovil kulturni boj. Drugič, da nismo dohiteli držav, s katerimi smo se primerjali, recimo Avstrije, Italije, zlasti Furlanije, Julijske krajine, torej razvitega severa Italije, ampak je ta razlika torej večja, kot je bila v času socializma. Hkrati so nas pa prehitele vzhodnoevropske države, ali vsaj dohitele, ki so bile daleč za nami. Se pravi, in po objektivnih kazalcih, in po tem, kako v državi živimo, kakšno socialno varnost imamo, Slovenija kot država niti približno ni izpolnila pričakovanj in upamo lahko, da bo propulzivni del mladih generacij v državi ostal in jo bo skušal narediti boljšo. Ja, po 30 letih od samostojnosti bi rekel, da je medijska situacija v Sloveniji na nek način stabilna, po drugi strani pa zelo zrahljana. Prej imamo klasične medije, ki so ves čas podobni, se pravi, ne prihajajo novi, ostajajo isti. To so recimo klasični dnevniki, kot so Delo, Dnevnik, Večer. Na drugi strani seveda oba javna servisa, STA in RTV Slovenija,
K temu bi recimo lahko dodali še komercialno Pop TV s kanalom A. To je po mojem 6 ključnih medijev, ki v bistvu ves ta čas ostajajo eni in isti. Kar se spreminja ves ta čas, je pa dejansko, bi rekel, njihova samostojnost, njihovo opolnomočenje, njihova politična odvisnost in tako dalje, ne. Zadnje čase seveda opažamo, da je za temi mediji marsikaj narobe, se pravi, tukaj so znova neke težnje, da bi se jih politično podredilo. Enkrat se jih je že v popolnosti, ne, če se spomnimo na prvi Janšev mandat med 2004 in 2008, dejansko šlo za to, da so ti mediji postali popolnoma podrejeni vladajoči politiki, se pravi takrat RTV Slovenija, Slovenska tiskovna agencija, Delo, Večer, Slovenske novice, Primorske novice in tako dalje. Potem je spontano sicer ta vpliv nekako splahnel, zdaj pa vidimo, bi rekel, da znova preti, da se bo ta zgodba ponovila. Sicer najbrž ne gre za takšno enostavnostjo, kot so si morda oblastniki pričakovali, ampak so izumili nove načine, bi rekel, medijskega podrejanja, recimo z finančnimi pritiski, z drugimi oblikami kapitalskih pritiskov in podobno. Kar je zares problem, po mojem mnenju, slovenskega medijskega sistema, je ta ideološka politična razklanost, ki je morda ni primera v razviti Evropi, se pravi, jaz temu pravim, bipolarna motnja slovenskih medijev. Imamo preprosto dva pola, dva politična pola, ki se nekako med sabo bojujeta, in imamo predvsem, bi rekel, vsiljeno situacijo v zvezi s tem, namreč situacijo, ki spominja na odkrito strankarsko politizacijo tega medijskega sistema. Se pravi, imamo, bi rekel, zelo neposredne dokaze za to, da je seveda en del medijskega sistema strankarsko, politično, propagandno obarvan, tudi financiran, in da se tukaj, kot bi rekel predsednik vlade, odvija neke vrste vojna z mediji. Ta bipolarna motnja se je žal zgodila zato, ker je pač novinarski ceh dovolil ta razmah, ta razvoj tega propagandnega, strankarskega dela, ne, medijskega prostora, in ta se je na nek način zdaj osamosvojil, ne, postaja vedno močnejši, glede na finančne botre iz tujine, postaja tudi vedno množičnejši, in tukaj zaenkrat v tem hipu ni videti neke res dobre rešitve. Želim povedati, da so slovenski mediji, kar se tiče svobode in avtonomije, v tem hipu pod neko zelo veliko nevarnostjo, ne. Zdaj, če Janša danes govori o državljanski vojni, potem bi sam rekel, da ta državljanska vojna, glede na to, kar sem povedal, dejansko v medijih že poteka, ne. Ta, bi rekel, obsedenost oblasti, da je potrebno medije, bi rekel, si prilastiti, da morajo postati strankarska trobila in tako dalje, ima zelo verjetno dva poglavitna motiva. Prvi je gotovo ta praktičen, da seveda lažje vladaš, če narediš medije za, bi rekel, politična propagandna trobila kot takšna. Drugi motiv je pa, se mi zdi, ta obsedenost z interpretacijo družbene realnosti, ne. Se pravi, očitno je, da nekateri politiki bolehajo za tem, da bi ta realnost bila takšna, kot njim ustreza. Mediji so seveda, bi rekel, eksegeti, interpreti te družbene realnosti par excellence, kar pomeni, da tisti, ki se obvladuje medije, ima na nek način v lasti to interpretacijo, in to je zdaj tista bolečina ali pa, bi rekel, tista slast, tista želja, ki dejansko politike ves čas pri nas priseljuje ali pa vodi do tega, da bi si medije tako drugače pokorili in da bi ti seveda slikali podobo, kot je njim všečna. Bila bi pa napaka misliti, ne, da je v bistvu politično podrejanje edini problem slovenskega medijskega prostora oziroma
medijskega ekosistema. Jaz mislim, da so seveda težave tudi bistveno širše narave. Sam že dolgo časa opažam, recimo, bi rekel, da so neznanje, ignoranca, nekompetenca en velik problem našega novinarstva na eni strani, da je na drugi strani pasivnost, anemičnost, apatija, neke vrste papagajsko novinarstvo drug problem. To bi po mojem bili 3 glavni problemi, ne? Spravi ignoranca, nevednost na eni strani, potem ta apatija, anemičnost, brezvoljnost, pomanjkanje poguma na drugi strani in seveda ta hitra politizacija, pripravljenost in voljnost, da se podrediš političnemu škornju, bi bil potem tretji problem tega novinarstva. Skratka, vsi 3 razlogi, bi rekel, v kombinaciji prispevajo k temu, da slovenski prostor, kar se medijev, množičnih medijev tiče, ni opolnomočen, ni dovolj svoboden, ni dovolj avtonomen in da se nenehno v bistvu ujame v ta problem, da ko pride nova oblast, nova politika, je vedno znova pripravljen pokazati na svoje šibkosti in slabosti. Snemate me 2 tedna po enih največjih protestov proti vladni garnituri, ki so potekali v Sloveniji. In če civilno družbo razumemo v tem najširšem smislu, potem bi ta refleks, ki ga je družba pokazala ob pojavih nedemokratičnih praks in ob omejevanju naših svoboščin v tej državi, lahko imenovali oziroma lahko razumeli kot dokaz za to, da je civilna družba po 30 letih v Sloveniji še vedno zelo aktivna in da opravlja svojo funkcijo. Če civilno družbo razumemo nekoliko v ožjem smislu skozi nevladne organizacije in podobne združbe, potem civilna družba opravlja pravzaprav 2 osnovni funkciji. Po eni strani vladi in tistim, ki so na pozicijah moči, nastavlja ogledalo, je slaba vest te družbe. Po drugi strani pa seveda vse te na pozicijah moči legitimira, zaradi tega, ker delujoča civilna družba pomeni seveda tudi delujočo demokracijo. Če potegnem črto pod teh 30 let od osamosvojitve Slovenije, potem bi lahko rekel, da se civilna družba seveda ne rodi 25. junija 1991. Mi imamo pomembno dediščino, ki izhaja iz 80-ih, iz novih družbenih gibanj, ki so po svoji poti pripomogli k osamosvojitvi Slovenije in na nek način so bili hkrati ta nova družbena gibanja prvi poraženci te demokratične spremembe. Namreč, če se spomnimo, so takrat se združili v neko politično stranko, na volitvah dosegli, mislim, da manj kot 0,5% glasov. Po drugi strani pa se je eden od prvih zapletov v povezavi s človekovimi pravicami pojavil prav ob sprejemanju nove slovenske ustave, predvsem tistega člena, ki govori o svobodnem odločanju o rojstvu otrok. Vprašanje abortusa je bilo seveda pomembno vprašanje že v 80-ih letih v okviru feminističnega gibanja in to vprašanje je bilo ne samo v začetku 90-ih, ampak tudi še kasneje nekajkrat postavljeno pod vprašaj. Leta 1991 je bila potem stvar rešena tako, da so protestnice in protestniki metali jajca v parlament in s tem se je pravzaprav rodila ta nova civilna družba, ki se je v 90-ih letih predvsem institucionalizirala. Dobili smo nevladne organizacije, ki so vsaka pokrivala svoja področja, na nek način seveda dopolnjevala to, kar vlada ni opravljala ali pa bila slaba vest sleherne politične opcije. Kar se tiče razvoja civilne družbe, bi verjetno lahko omenil 2 prelomna trenutka. Enega sem že, torej ta osamosvojitev, ki vendarle odpre ta prostor, prinese novo zakonodajo, omogoča neko platformo za delovanje civilne družbe. Drug pomemben moment je bil verjetno priključevanje Slovenije Evropski uniji, zaradi tega, ker se je takrat na račun karte Evropske unije in nekih evropskih vrednot dalo skozi slovensko zakonodajo poriniti kar nekaj pomembnih in naprednih zakonov, zaradi tega, ker so se takrat vrata v parlamentu bistveno lažje odpirala, če si
kot predstavnik neke nevladne organizacije ali pa neke civilne pobude pomahal s karto evropskih vrednot ali pa evropskih standardov. Je pa seveda res, da smo v Sloveniji v 90-ih zelo hitro sprejeli relativno dobro antidiskriminacijsko zakonodajo in da smo imeli to področje pravzaprav dobro urejeno že pred priključitvijo k Evropski uniji. Če pogledamo ustavo kot nek osnovni zakonodajni dokument, potem lahko mogoče govorimo o 3 pomembnih elementih, ki se zgodijo, kar se tiče spremembe ustave. Ena je vpis invalidnosti v 14. člen slovenske ustave. Ta govori o tem, da smo pred zakonom vsi enaki in to, da je bila invalidnost eksplicitno omenjena poleg drugih osebnih okoliščin, se mi zdi nek tak pomemben simbolni korak naprej slovenske družbe v priznavanju in v naslavljanju različnih družbenih skupin in seveda pomemben korak naprej k večjemu vključevanju, bolj vključeni družbi kot taki. Druga pomembna sprememba se zgodi takrat, ko je romska skupnost vpisana v slovensko ustavo in je zdaj priznana kot manjšina poleg madžarske in italijanske. Še vedno pa največja etnična manjšina v Sloveniji, in to so pripadniki iz bivših jugoslovanskih republik, nekako niso priznani tako kot te 3 manjšine. In pomembni premiki se zagotovo zgodijo tudi s to zadnjo spremembo in to je vpis slovenskega znakovnega jezika. Slovensko ustavo, tukaj smo lahko zelo ponosni, smo prvi na svetu, ki imamo znakovni jezik vpisan v ustavo in to je tudi v smislu civilne družbe, se mi zdi pomemben korak naprej. Seveda je pomembna tudi druga zakonodaja na področju spolne enakopravnosti, na področju spolne enakosti so se zgodili pomembni koraki. Po drugi strani pa, če gledamo raziskave slovenskega javnega mnenja in če gledamo merjenje tako imenovane socialne distance, torej koliko je večinsko prebivalstvo odmaknjeno od nekih določenih manjšinskih skupin in od priznavanje človekovih pravic tem skupinam v Sloveniji, lahko ugotovim, da pravzaprav ves čas na vrhu socialne distance ohranjamo tujce, predvsem begunce, do katerih se socialna distanca ne zmanjšuje, Romi, do njih se pravzaprav socialna distanca povečuje. Pravzaprav je edina družbena skupina, kjer se je socialna distanca res pomembno zmanjšala, pravzaprav več kot prepolovila, so istospolno usmerjeni. V 90-ih letih je več kot 60% državljanov in državljank Slovenije izrekalo mnenje, da ne želijo imeti homoseksualca za soseda, zdaj je ta delež 23% in tukaj se je ta socialna distanca seveda res zelo zmanjšala, ampak verjetno tudi na račun zelo krutih ideoloških bojev, spomnimo se obeh 2 referendumov v povezavi z zakonodajo in zakonsko zvezo, ki smo jih imeli v Sloveniji, no, ampak tudi posledica tovrstnega spopada ali pa tovrstnega prostora, ki ga ima civilna družba, da izreka svoje mnenje na referendumih, tudi skozi tovrstno razpravo se mi zdi, da se je ta socialna distanca zmanjšala in smo v tem smislu bolj vključujoča družba. Če bi hotel v enem stavku reči, kaj je največja zasluga civilne družbe v zadnjih 30 letih, potem mislim, da moram absolutno omeniti izbrisane. Izbrisani so madež na rojstvu te države. Mislim, da se kot skupnost še nismo, če se izrazim krščansko, pokorili glede tega madeža. Zgodba se je morala končati na Evropskem sodišču za človekove pravice in tukaj ima absolutno zasluge za to civilna družba oziroma nevladne organizacije, ki so se s tem vprašanjem ukvarjale. Glede prihodnosti civilne družbe pa mislim, da se bo ta zagotovo usmerila v ekološka vprašanja, v zelene pobude, tudi to, da smo pred časom imeli precejšen, ogromen protest mladih, osnovnošolcev, srednješolcev, torej neke nove generacije, mislim, da napoveduje smer, v katero se bo civilna družba v Sloveniji razvijala. Tudi to, da smo pravzaprav država, ki 30 let nima resne zelene politične alternative, seveda pove svoje,
Ampak kljub tej zeleni poti, ki verjetno čaka civilno družbo, vsa ostala vprašanja v povezavi z različnimi osebnimi okoliščinami, ki sem jih omenjal, ostajajo vedno aktualna, zaradi tega, ker nobena človekova pravica ni izborjena zavedno in ta peš čuvaj, to zrcalo, ki ga civilna družba kaže političnim oblastem in tistim, ki so na pozicijah moči, je vedno potrebno. Ampak 30 let po osamosvojitvi imam vendarle dober občutek, da je civilna družba v Sloveniji vendarle močna in da ima še refleks takrat, ko se ta družba prehitro in mislim, da se v zadnjem času prehitro premika v to, kar zdaj rečemo iliberalna ali protiliberalna demokracija. In tukaj nas čakajo pomembne naloge in pomembni boji. Prehod v nacionalno in tržno gospodarstvo je sprožal globoke strukturne in sistemske spremembe. Določeni podatki in kazalniki se z današnje perspektive berejo, lahko rečem, zelo lepo, drugi malo manj. Če pogledamo tiste najosnovnejše oziroma tiste, ki najbolj vplivajo na življenje ljudi, eden takšnih je zagotovo bruto domači proizvod, BDP. Slednji se je v teh 30 letih v obdobju od leta 1991 do leta 2020 realno povečal za dobrih 91%, nominalno to pomeni za dobrih 3000%, dejansko pa to pomeni iz slabe 1,5 milijarde evra leta 1991 do slabih 41 milijard v letu 2020. Kar zadeva BDP na prebivalca, tudi tukaj je Slovenija zelo napredovala. Slednji se je povečal za približno 4-krat, trenutno znaša dobrih 22 000 evrov na prebivalca. Če pa pogledamo ta kazalnik po statističnih regijah, ugotovimo seveda, da vsa prizadevanja po skladnejšem regionalnem razvoju niso bila uspešna, še vedno seveda po tem kazalniku prednjačijo srednjeslovenska regija. Je pa seveda res, da če pogledamo kazalnik, kar zadeva prihodke po gospodinstvih, pa seveda ugotovimo, da se zgodba nekoliko obrne in da celo na prvem mestu Koroška statistična regija. To seveda lahko pripišemo predvsem dejstvu, da številni naši državljani hodijo na delo v sosednjo Avstrijo ali še kam drugam. Kar zadeva seveda rast cen, tudi to je en podatek, ki zagotovo ljudi zanima. Če pogledamo samo inflacijo, ugotovimo, da je v obdobju od leta 1991 do leta 2020 prišlo do dobrih 2400% rasti. Recimo, kar zadeva dobrino kruh, tudi tukaj beležimo precejšno povečanje, konkretno za dobrih 2100%. Zagotovo so seveda tudi zanimivi kazalniki ali pa stanja, kar zadeva ostale osrednje procese. Nakazal sem že spremembe glede osnovnih strukturnih sistemskih sprememb. Tukaj je zagotovo v teh 30 letih zlasti seveda že v prvem obdobju prišlo do drastičnih sprememb, kar zadeva prispevek v BDP, se pravi, zmanjševal se je delež industrije, kmetijstva, na drugi strani seveda so rasle storitvene dejavnosti. Zagotovo je bila Slovenija v tem obdobju uspešna tudi kar zadeva vključevanje v različne mednarodne ekonomske integracije. Leta 2010 smo nenazadnje postali še članica OECD, torej združenja, ki združuje gospodarsko najbolj razvite države. Zagotovo je zanimivo pogledati tudi stanje, kar zadeva osrednji oziroma najzahtevnejši proces, lahko rečem, torej proces privatizacije. Tukaj je zagotovo kot v ostalih tranzicijskih državah šlo za najbolj kompleksen proces,
če pogledamo tisto, kar se je najbolj dotaknilo državljanov, tisto, kar je večina pravzaprav bila deležna, vsi se spomnimo oziroma spomnite lastniških certifikatov in njihove razdelitve. Zanimivo je pogledati, kje so dejansko pristali. Tukaj seveda so podatki takšni, da je 58% lastniških certifikatov pristalo v rokah tako imenovanih PID-ov, torej pooblaščenih investicijskih družb, 32% je pristalo v rokah podjetij, približno 10% pa je ostalo nerazdeljenih. Zagotovo seveda na tem področju sta zelo pomembno vlogo odigrala še dva zakona, tako imenovani stanovanjski zakon in zakon o denacionalizaciji. Stanovanjski zakon oziroma tako imenovani Jazbinškov zakon je med drugim seveda vplival na to, da so takrat v začetku 90-ih nekateri do nepremičnine prišli po zelo ugodnih cenah. Danes pa to konkretno pomeni, da se je ta delež, se pravi lastnikov posameznih stanovanj oziroma nepremičnin še toliko bolj povečal. Danes znaša že kar dobrih 90% in tukaj po tem kazalniku se Slovenija absolutno vrča v sam evropski vrh. No, kar zadeva pa denacionalizacijo, ta proces se pa je seveda v praksi izkazal za enega najdražjih, enega najdlje trajajočih in tudi najdražjih, lahko rečem, procesov. Še danes, žal, čeprav je bilo v štartu mišljeno, da bodo vsi postopki rešeni v enem letu, torej še danes niso vsi postopki zaključeni, med njimi tudi nekateri večji, naj omenim le določene zahtevke ljubljanske nadškofije in podobno. Zdaj, seveda, če skušamo odgovoriti, kje smo danes, 30 let kasneje in oceniti to področje, seveda v vsem tem času so padle različne ocene. Številni strokovnjaki so s tem ukvarjali, zlasti seveda z drugih področjih. Imamo različne ocene, od tega, da je najprej Slovenija bila zgodba o uspehu, do tega, da je Slovenija tranzicijska poraženka, do tega, da je Slovenija se odločila seveda za napačen pristop in da vkolikor se ne bi odločili za tako imenovani gradualizem, torej za postopnost in pragmatičnost, temveč za šok terapijo, da bi lahko bili posledično vzor za ostale države, da bi Slovenija danes lahko bila seveda veliko bolje razvita. Vendarle, pod črto, tukaj bi spomnil na besede ali oziroma mnenja doktorja Jeffreya Saxa, torej gre za ameriškega ekonomista, ki je svetoval tedanji Demosovi vladi za področje financ. Zaradi različnih pogledov je takrat prišlo tudi do trenj znotraj tedanje vlade, odstopov in tako naprej. Skratka, jeseni leta 2019 je v intervjuju, ki ga je opravil za slovenski časopis, izjavil, da Slovenijo smatra za uspešno državo, za zgodbo o uspehu in da jo uvršča med najbolj uspešne države na svetu. Zlasti kar zadeva življenjski standard, zlasti kar zadeva pričakovano življenjsko dobo, zlasti kar zadeva raven neenakosti. To se mi zdi precej pomenljivo. Kot samo ugotavlja, seveda Slovenija ni danes druga Švica, zlasti kar zadeva dohodke, ampak kar zadeva določeno delovanje na tem področju, tudi ne priporoča Sloveniji, da se zgleduje po Švici. Na drugi strani, seveda vsi ti objektivni kazalniki pričajo o tem, da Slovenija vendarle še vedno na nek način ohranja ta status najbolj razvite tranzicijske države, tudi po BDP-ju, po prebivalcu, nekje na 16. mestu znotraj Evropske unije smo. Jasno, ostale nam primerljive tranzicijske države, kot so Madžarska, Češka, Poljska, so nas po določenih kazalnikih dohitele, morda po kakšnem tudi prehitele, vendarle pa še vedno seveda je zgodba daleč od tega, kar se lahko predstavlja. Skratka,
tole obdobje, tranzicijsko in pa celotno tole obdobje 3 desetletij, kar zadeva gospodarsko področje, težko ocenimo za črno-belo, črno ali belim, ali z eno skrajnostjo ali z drugo. Dejstvo je, da so nekatera področja bila bolj uspešna, druga manj, še vedno pa seveda ima Slovenija vse možnosti, da napreduje, seveda to je odvisno od več faktorjev. Kar se je pa izkazalo tudi v 3 desetletjih, v tem obdobju smo pravzaprav bili priča 3 krizam. Vzroki in posledice so seveda različne, ampak dejstvo je, par to dokazuje, da krize so zagotovo del gospodarskega življenja in mislim, da se tudi prihodnje temu ne bomo izognili. Omenili ste stanovanjski zakon in zakon o denacionalizaciji. Ali menite, da je koncept teh 2 zakonov bil takšen, da je povzročil nove krivice oziroma da bo ta država še dolgo nosila posledice teh zakonov? Zagotovo. Torej, v osnovi je privatizacijska zakonodaja imela cilj seveda popraviti določene krivice, ki so se zgodile po drugi svetovni vojni v prvi vrsti. V praksi pa se je seveda izkazalo, da so nemalokrat povzročale oziroma povzročile dodatno škodo, dodatne krivice, kot pravite. Zdaj, med drugim, seveda že v samem izhodišču, stanovanjski zakon, kot rečeno, je že v osnovi razdelil državljane na tiste, ki so imeli pravico do odkupa in tisti, ki niso imeli. Denacionalizacijski zakon je bil še toliko bolj kompleksen, seveda tudi tretji, kar zadeva podjetništvo in ostalo, se pravi zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij. Tudi tukaj je seveda bilo stanje tako, da so redki ali pa posamezniki izkoristili določeno dogajanje oziroma ta postopek, proces, večina je seveda ostala brez določenih bonitet oziroma neke dodane vrednosti. Zdaj, kar zadeva seveda denacionalizacijski zakon in ta področja, vredno je omeniti, da je seveda Slovenija tudi na določenih ostalih področjih, kar zadeva osnovne kazalnike, seveda ni bila uspešna, zlasti kar zadeva ustvarjanje tekočega primanjkljaja. Slednjega je pravzaprav naša država ustvarjala od osamosvojitve naprej. Večji poskok je bil zabeležen ravno leta 1995, kar je šlo pripisati vračanju po vojni odvzetega premoženja. To je eno, na drugi strani seveda pa je pravzaprav vse to obdobje tudi ustvarjala javni dolg oziroma se je slednji povečeval, tako da smo sedaj, kar zadeva bruto dolg države, nekje na dobrih 80%. Slovenci smo se aprila 1990 v velikem številu odpravili na volišča. Za mnoge je bilo to prvič, za nekatere sicer že večkrat, ampak prvič z neko večjo izbiro po vsem času od leta 1945 dalje. Volili smo še v staro skupščinsko shemo 3 zborov in tako naprej. Stvari so se seveda preoblikovale z novim ustavnim sistemom in prvič smo šli na volitve leta 1992 v nov državni zbor, ki je deloval in še vedno deluje v stavbi za menoj. Gre pa seveda za stavbo, ki je že iz konca 50-ih let socialistična skupščina, jo tudi domovala v tej stavbi. Tudi na prve volitve smo se odpravili še kar množično, kar se tiče volilne udeležbe. Nato pa je ta stvar začela pešati. Kaj je bil vzrok? Je seveda vzrokov je več, so različni. Vprašanje, če smo do vseh odgovorov sploh že prišli. Volilna udeležba je sedaj po 30 letih približno na 2/3 tiste v najbolj številčnih leta 90 in 92. Ali je to dobro, ali to ni dobro, naj seveda presoja še kdo drug, ne zgolj mi, ki gremo ali ne gremo na volitve. To bi se prvenstveno morali vpraševati tisti, zaradi katerih gremo na volitve. Seveda pa zdaj vprašanje, ali gremo na volitve zaradi politikov ali zaradi nas. V bistvu gremo zaradi nas. In nas bi moralo biti strah
Mi se bi morali spraševati, kaj je zdaj takšnega v tej državi narobe, da po 30 letih seveda nočemo oditi na volitve in izbirati svoje predstavnike. Slovenci na volitvah izbiramo, oziroma slovenski državljani, ki imamo volilno pravico, na volitvah izbiramo 90 poslancev, izbiramo pa tudi državni svet. Državni svet je sicer izvoljen na več načinov, ne gre za direktne volitve, gre za delno korporativen sistem, tako da državni zbor je pa tista prava politična slika volje slovenskih volivcev, seveda tistih, ki to volilno pravico izkoristijo. V parlament se običajno uvrsti stranka, ki dobi najmanj 4 ali več pa poslancev. Seveda maksimalno število poslancev je želja vsake stranke, ampak nekajkrat se je zgodila številka okoli 30 poslancev za posamezno stranko, kar je seveda potem pomenilo, da je ta stranka lažje sestavila vlado. Vlade so bile v Sloveniji trdnejše do nekje leta 2010-11, ko se je vlada Boruta Pahorja začela krhati zaradi različnih razlogov in od tedaj dalje pravzaprav imamo ves čas nedokončane mandatne dobe parlamenta, kamor seveda sodi tudi tista mandatna doba, ko je bil predsednik vlade Miro Cerar, saj se je ta pač končala vseeno nekaj mesecev predčasno, ne glede na to, da je pravzaprav držala skoraj cela 4 leta. V prvem obdobju slovenskega parlamentarizma so seveda eno veliko napako, sistemsko napako predstavljali pravzaprav poslanci, ki so bili v dveh funkcijah. To so bili poslanci, ki so bili hkrati tudi župani. To je pa pravzaprav pomenilo, da je ta poslanec bil v neki določeni zadregi sam seboj in svojimi volivci. Namreč ustavni sistem predpisuje, da je poslanec zastopnik vsega ljudstva, če pa je zastopnik vsega ljudstva župan v nekem okolju, pa smo seveda hitro pri nerodnosti, ki jo lahko povzroči, da pri tem poslancu prevlada njegov lokalni interes nad nacionalnim interesom oziroma nad vse državnim interesom. Te težave smo se nekako rešili po dolgotrajnih in mučnih pogovorih v parlamentu, seveda, ki mora to zakonodajo spremeniti, in tako da zdaj nekaj let smo pa zdaj že seveda temu priča, da poslanci pač ne morejo biti hkrati tudi župani. Ni pa odpravljena možnost, da poslanec ne bi bil tudi občinski oziroma svetnik v mestnem svetu. To seveda povzroča neko določeno zadrego. Podobno zadrego seveda povzroča še eno drugo dejstvo. Slovenija ima proporcionalni volilni sistem. Želje po večinskem so tudi še vedno prisotne, so legitimne, je pa vprašanje, ali so seveda iz stališča zastopstva prebivalstev tudi smiselne. Jasno, da volilni sistem, ki je večinski, omogoča lažje funkcioniranje parlamentarnega sistema. Vlada ima večjo večino in tako naprej. Vendar pa je na drugi strani precejšen del volivcev, ki so odšli na volitve in oddali svoj glas, vendar njihov poslanec ni zmagal, so potem seveda brez predstavnika. Podobno hibo, seveda v malce drugačni obliki, imamo pa pri nas zdaj z poslanci, ki so zastopniki, ki so izvoljeni v določenih volilnih enotah, a se ob tem seveda pravzaprav ta izvoljivost v volilnih enotah preveč poudarja in govori se o tem, da je pač nima neka volilna enota svojega zastopnika, ampak tu se postavlja teoretično vprašanje, ali je zdaj on zastopnik volivcev iz te volilne enote ali je zastopnik na nacionalnem nivoju, če vendar ustava in zakonodaja piše, da gre za poslanca, da poslanec zastopa interese vseh volivcev. In zdaj seveda najverjetneje določen del politike vse volivce razume seveda samo svoje volivce, ne pa volivce vsega volilnega telesa v Sloveniji. Poleg tega, da je bil seveda parlament ni zdržal v zadnjih 10 letih svoje mandatne dobe do konca, se je to rezultiralo seveda, oziroma je to pravzaprav povezano bilo s tem, da smo imeli in imamo koalicijske stranke, ki pa so bile nestabilne. Po prvih 15, morda 20 let recimo, ali pa skoraj 20 let do konca Janševe vlade, ki je prva desna vlada v Sloveniji, prej je Drnovšek vodil levo-sredinske vlade oziroma v kratkem predahu leta 2000 še Bajuk desno vlado.
so bile vlade trdnejše, koalicije trdnejše. Po letu 2008 pa seveda smo priča predvsem na levi sredini razdrobljenosti, nesposobnosti politike iskati nek skupen cilj. Pravzaprav je to neka značilnost, ki se vleče nekako že malo odprej. Začne se z letom 2004, namreč velik imperativ slovenske politike v 90-ih letih je bila vključitev v evropske in atlantske povezave. Ko smo to dosegli, pa je seveda upadel interes za oziroma ni nekega skupnega cilja, čeprav seveda ciljev je lahko mnogo, vprašanja, s katerimi se je treba srečati in poiskati odgovore so mnoga, vendar je očitno naša politika nesposobna preseči neke drobne partikularne interese in poiskati rešitve, ki bi bile sprejemljive za vse. Slovensko politiko, tudi državni zbor še vedno obremenjujejo eno veliko vprašanje, ena velika tema, ki pravzaprav sploh ne bi smela biti tema sodobne slovenske politike in se v volitvah ne bi smela pojavljati. To je seveda tema, kdo je zmagal v drugi svetovni vojni, čeprav seveda zgodovinarji to natančno vemo in natančno vemo, pod kakšnimi pogoji in zakaj je nekdo zmagal in zakaj nekdo ni zmagal, oziroma kdo je bil na pravi strani, ker če ne bi bili takrat na pravi strani, seveda leta 1990 niti ne bi prišli do svoje države. Ko se je Slovenija osamosvajala, ko je prešla na pot demokratizacije, je evropska orientacija postala glavni cilj nastajajočih opozicijskih strank. Vse stranke so zavzele proevropsko držo, takrat se je začela preorientacija slovenske identitete od jugoslovanske v evropsko, predvsem srednjeevropsko identiteto. Takrat se sicer pojavijo tudi razne pseudo-teorije o Venetih in o neposredni navezavi slovenske državnosti na karantansko državo, ki vse kažejo na to, kakšna nuja je bila ta preorientacija identitete. Kmalu se ta preorientacija kaže tudi v strankah, ki so išle iz Zveze komunistov, iz Socialistične mladine Slovenije. Naprimer, Zveza komunistov, ki se preoblikuje v prenoviteljsko stranko, prevzame evropske barve, se pravi zlato zvezdo na modri podlagi. Ta želja po evropski integraciji je bila velika in zato ni bilo čudno, da se je Slovenija na pomoč pri oblikovanju samostojne države obrnila prav na Evropsko skupnost in na evropske partnerje. Zato je bilo toliko bolj pomembno, ko nas je Evropska 12-terica januarja 1992 tudi priznala kot samostojno državo in obenem so slovenski vodilni politiki vseh političnih opcij izkazovali resne namene Slovenije za čim prejšnjo integracijo v nastajajočo Evropsko unijo. Tako v naslednjih letih, do leta 1996, ko Slovenija podpiše pristopni sporazum, potekajo intenzivni pogovori na vseh nivojih, da bi odprli pristopna pogajanja. Leta 1993 dosežemo že prvi pomemben sporazum, po katerem je Slovenija začela pridobivati sredstva, finančna sredstva za preoblikovanje svoje industrije, za preoblikovanje upravnega aparata, pravne zakonodaje in tako naprej v standardu z evropskimi standardi. Tako je bila pot do Evropske unije, vsaj zdelo se je tako široko odprta, vendar pa je Slovenija naletela na prve težave že v letu 1993 in potem zlasti v letu 1994, ko je Republika Italija blokirala pristopna pogajanja oziroma začetek pristopnih pogajanj Slovenije k Evropski uniji. Šlo je za vprašanje optantov oziroma njihovih nepremičnin, za katere je zdaj italijanska država naenkrat zahtevala vračilo v naravi, medtem ko sta se Slovenija in Italija že leta 1992 sporazumeli o odškodninah.
Tako smo naleteli na en velik zid, ki ga je bilo treba premagovati, zelo bistro, zelo potrpežljivo. In nazadnje nam je le uspelo leta 1996 podpisati ta tako imenovani pristopni sporazum. Po tem času se je Slovenija začela ravnati v skladu s kopenhagenskimi kriteriji, ki so določali, kaj je tisto, kar mora pristopna država urediti v svoji zakonodaji, v svoji upravi, ne nazadnje tudi v smislu varovanja okolja in drugih pomembnih reči za državo, da smo se lahko vključili v Evropsko unijo. Zapirali smo poglavje za poglavjem. Seveda ne ponovno brez težav z Italijo, pa tudi z Avstrijo, ki sta izkoristile slovensko približevanje Evropski uniji za razreševanje bilateralnih nesoglasij oziroma sporov. Pa vendarle nam je leta 2004 skupaj z še 9 današnjimi članicami Evropske unije uspel pristop k Evropski uniji. To se je zgodilo 1. maja 2004, ko so zaplapolale tudi evropske zastave po vseh državnih poslopjih. Slovenija si je zelo veliko obetala od vstopa v Evropsko unijo, predvsem na področju gospodarstva, na področju dviga življenjskega standarda, kar se je dejansko zgodilo. Predvsem pa se tukaj ambicije Slovenije še vedno niso končale. Slovenija je kot prva država med novimi članicami tako vstopila v evrsko območje in je zaradi tega pravzaprav veljala za nekakšno novo zvezdo Evrope. Da je bilo temu tako, je pravzaprav pričalo tudi dejstvo, da je Slovenija med novimi članicami tudi prva predsedovala Svetu Evropske unije leta 2008 in njeno vlogo mednarodni opazovalci takrat označujejo kot uspešno, da je bila zelo dobra koordinatorka vseh naporov, ki so tedaj pestile Evropsko unijo. Zlasti se je izkazala ob gostovanju vrha Združenih držav Amerike Evropske unije. Takrat smo podpisali, se pravi, Evropska unija podpisala tudi pristopne sporazume s Srbijo in z Bosno in Hercegovino in na takšen način smo tudi sledili našemu cilju približevanja Zahodnega Balkana Evropski uniji. Slovenija je seveda leta 2007 vstopila tudi v šengensko območje in na takšen način so se sprostile tudi mejne kontrole na severni in zahodni meji, kar je seveda zelo ugodno vplivalo na vsakdanje življenje, zlasti tistih prebivalcev, ki živijo v obmejnih območjih. Nato pa je nastopila prva kriza, ki smo jo Slovenci doživeli v Evropski uniji. To je bila seveda velika gospodarska recesija v letih 2009-2013, ki pa je nazadnje kulminirala v zelo zaostrenih pogojih za Slovenijo. Leta 2013 se torej začne napovedovati Evropska trojka, ki naj bi prevzela nadzor nad slovenskimi financami. Slovenija se je na različne načine, s dokapitalizacijo bank, prestrukturiranjem gospodarstva, zlasti pa z zadolževanjem, uspela rešiti in tako Evropski trojki ni bilo potrebno priti v Slovenijo. Se je pa izkazalo, da slovensko gospodarstvo, da se je zelo dobro sicer prilagodilo Evropski uniji, vendar pa da so popustile nekateri nadzorni mehanizmi, ki so obstajali predtem, se pravi, ko je Slovenija izkazovala izjemno dobro finančno stanje, s tem, ko se je potem tudi kot prva članica vključila v evropsko evroobmočje.
To je bila torej prva kriza, ki pa smo jo nekako prestali. Sta pa potem takoj sledili še dve krizi, kjer pa je Slovenija pravzaprav, lahko rečemo, izgubila zaupanje v Evropsko unijo. Prva je bila seveda migracijska kriza, kjer se je Slovenija obračala na pomoč k glavnim članicam Evropske unije, vendar se je izkazalo, da je Evropska unija zelo ukorna, zelo zbirokratizirana in enostavno se je Slovenija znašla nekako s svojimi sosedami v primežu te migracijske krize, ne da bi dobila pomoč Evropske unije. Se pravi, to je bila prva kriza, kjer se je zelo močno načelo zaupanje v Evropsko unijo med slovensko javnostjo. Druga takšna kriza pa je seveda kriza povezana z virusom COVID-19, kjer so pravzaprav pustili mehanizmi Schengenske unije, ko smo ponovno dobili mejne kontrole, ko dejansko prehajanje iz ene države v drugo državo Evropske unije ni bilo mogoče oziroma je bilo zelo oteženo. In tudi tukaj se je izkazalo, da Evropska unija potrebuje nekaj mesecev, da ustrezno reagira. Torej, Slovenija je članica Evropske unije. Slovenija si je prizadevala za pomoč takrat, ko je šlo težko. Šlo je za zelo odmevne dogodke in ker v teh situacijah te pomoči ni dobila oziroma je dobila zelo omejeno pomoč, je seveda se načel ugled Evropske unije v slovenski javnosti. Hkrati pa seveda pozabljamo, da je Evropska unija prinesla cel kup prednosti Sloveniji in pa Slovencev, ki morda ni tako otipljiv. Morda ga ne vidimo instantno, vendar je šlo naprimer za počasno izboljšanje življenjskega standarda. Zakonodaja je usklajena z Evropsko unijo, tako na področju varovanja okolja, na področju financ, na področju varovanja človekovih pravic. Sicer se občasno poiščejo kakšne luknje, ampak vendarle tukaj dosegamo zelo, zelo visoke standarde. Težava pa je pri ugledu Evropske unije tudi ta, da slovenska politika za razliko od obdobja osamosvojitve in neposredno po njej, ko je bila izjemno proevropsko orientirana, ko je bila ciljno naravnana, danes ni več ciljno naravnana. Danes, razen to, da bomo ponovno predsedovali Svetu Evropske unije, pravzaprav ne vemo, kakšna je naša vloga v Evropski uniji. V evropskih institucijah dela nekaj 100 Slovencev, nad katerimi pravzaprav naša ministrstva in naša vlada nima nikakršnega pregleda. Tako tudi nimamo nobenih vzvodov, da bi dobili kakšne predhodne informacije. Skratka, smo zelo slabo organizirana država na nivoju evropskih institucij. To se kaže v raznih, lahko rečemo, porazih, ki jih doživljamo na evropskem nivoju, zlasti v bilateralnih odnosih s Hrvaško, kjer izgubljamo sodne primere zaščite porekel slovenskih proizvodov, izgubljamo sodne bitke na področju razčiščevanja mejnih vprašanj in nenazadnje tudi vprašanja varčevalcev Nove Ljubljanske banke. Tako se moramo vprašati, kam gre naša pot v Evropski uniji, kaj bomo naredili s slovensko diplomacijo in kaj so naši cilji v Evropski uniji. Spregovorila bom o položaju žensk na trgu delovne sile. Če pogledamo razvoj v zadnjih 30 letih, vidimo, da se je odstotek zaposlenih
žensk še naprej povečeval, sicer ne tako drastično kot v desetletjih pred osamosvojitvijo, vendar kljub temu še vedno opažamo neke pozitivne trende. Prav tako opažamo vsaj na začetku, v tem obdobju tranzicije, nekoliko manj negativne trende kot pri brezposelnosti moških, kajti tej tranzicijski procesi takoj po letu 1991 so prvo prizadeli panoge, v katerih so bili prvenstveno zaposleni moški. In šele kasneje, potem konec 90-ih let, ko recesija oziroma negativni trendi prizadanejo podjetja, recimo tekstilne in obutvene industrije, se ta razlika v brezposelnosti nagne negativno na stran žensk, se pravi, poveča se odstotek brezposelnih žensk. Trendi se ponovno obrnejo v času gospodarske krize, ko je ponovno bistveno več brezposelnih žensk kot moških, potem se pa ponovno obrnejo v času gospodarskega razcveta v naslednjih letih. Če pogledamo recimo še področje izobraževanja žensk, vidimo v zadnjih 30 letih prav tako neke pozitivne trende, se pravi število univerzitetno izobraženih žensk je večje oziroma odstotek univerzitetno izobraženih žensk je večji kot moških, vendar recimo pri doseganju nekih najvišjih položajev, recimo doktorata, se številke ponovno obrnejo v prid moškim. Z nekakšnim steklenim stropom se ženske soočajo tudi na tem prehodu med končanjem študija in potem pri pridobivanju prve zaposlitve, težje dobijo prvo zaposlitev kot moški in bolj pogosto se recimo zaposlujejo prekerno in za skrajšan delovni čas. Tu smo sicer v Evropi še vedno pod evropskim podprečjem, se pravi manj je teh zaposlitev za krajši delovni čas med ženskami, kot je evropsko povprečje, manje prekernih zaposlitev, vendar se trendi v zlasti zadnjem desetletju obračajo na slabše. Seveda se moramo vprašati, zakaj smo, kar se tiče zaposlenosti žensk, še vedno nad evropskim povprečjem, a ne? Tukaj igrajo gotovo pomembno vlogo vrtcev, se pravi vrtci, ki se uspešno začnejo ustanavljati v 70-ih letih. Ta trend se nadaljuje tudi kasneje, tudi po osamosvojitvi Slovenije. Tako imamo recimo nekje v prvem desetletju 21. stoletja 65% otrok vključenih v vrtce in na to naslednjem desetletju še več, ne, še nad 70% vseh predšolskih otrok, torej vključenih v vrtce, kar gotovo pomembna prednost, ki pripomore k boljši zaposlenosti žensk v Sloveniji. Slabši je trend, kar se tiče najvišjih položajev v gospodarstvu in tudi v politiki. Tukaj je Slovenija, zlasti kar se tiče politike, pod evropskim povprečjem, recimo zlasti v tem prvem desetletju po letu 1991, ko število poslank ne preseže 13%. Razmere se izboljšajo potem, ko nekje konec prvega desetletja 21. stoletja sprejmejo zakonodajo, ki zapoveduje strankam, da vključijo več žensk na svoje kandidatne liste in na to se torej ta procent žensk v parlamentu med poslankami vrti okoli 30%, vendar se potem spet po letu 2018 zniža. Še en
tak kazalec razvitosti na tem področju je plačna vrzel, se pravi ta razlika v plačah med moškimi in ženskami. Tukaj smo dolgo se pravi nad evropskim povprečjem vse od leta 1995, ko merimo to stanje, pa do nekje prvih let drugega desetletja 21. stoletja, ko pa se ta plačna vrzel začne povečevati, kar lahko štejemo za negativen trend. Pomembni koraki naprej so bili v zadnjih 30 letih storjeni tudi v boju proti nasilju nad ženskami. Tu so posebej na začetku izjemno pomembno vlogo igrale nevladne organizacije, društva. Recimo leta 1989 ustanovijo društvo SOS za ženske, se pravi telefon za ženske in otroke žrtve nasilja, ki ora nekako ledino na tem področju. V 90. letih in naprej začnejo tudi sprejemati primerno zakonodajo na tem področju, ustanavljajo se varne hiše, nova društva in podobne organizacije, čeprav je še vedno to problem, ki ostaja pereč, in tudi ta zadnja zdravstvena kriza, korona kriza ga je, kot smo večkrat slišali iz medijev, tudi še poglobila, se pravi povečal se je odstotek oziroma povečalo se je število teh kaznivih dejanj v tem smislu. Razhajanje jugoslovanske države in slovensko osamosvajanje je imelo svoj odraz tudi v športnem življenju. Če pogledamo leto 1988 in zadnje skupne olimpijske igre, bil tam kar dobršen delež slovenskih športnikov na poletnih preko 20, ki so se vračali tudi z medaljami, zlasti recimo veslači, Sadik in Mujkič in Prešeren, kar je bila dobra popotnica tudi za samo osamosvojitev. V sklopu osamosvajanja je treba poudariti, da so v športnih organizacijah oziroma tedaj krovni Športni zvezi Slovenije osnovali novo reorganizacijo in že aprila 1991 seznanili centralno organizacijo v Beogradu, da bojo ustanovili enotno športno in olimpijsko organizacijo, ki bo ostala v sklopu jugoslovanskega organiziranja, če pa bi prišlo do razdružitve, bodo nastopili svojo samostojno pot. Kot dobro vemo, je junija 1991 nastopila naša razglasitev samostojnosti, nato agresija jugoslovanske armade, ki se je v športu odrazila tudi z zelo državotvornim korakom slovenskih športnikov v jugoslovanskih dresih. Namreč v tem času so nastopali na mediteranskih igrah in naprimer košarkar Jure Zdovc na Evropskem prvenstvu košarki v Rimu, in Športna zveza je po agresiji pozvala slovenske športnike, da zapustijo jugoslovanske vrste in s tem se umaknejo z prvenstv. To so dejansko večina storili, vrnili so se tako iz mediteranskih iger iz Aten, kot tudi Jure iz Evropskega prvenstva, in seveda tukaj moramo poudariti, da so pri tem recimo bile v igri tudi njihove medalje, možnosti osvojitve, kar naprimer košarkarji so bili zlati, ali pa na drugi strani tudi nadaljna kariera. Kakorkoli, športniki so se vrnili in nato pa je sledil moratorij, in v sklopu moratorija je Športna zveza skupaj z Svetom vrhunskih športnikov organizirala sestanek, kako naprej. Sprejeli so dobro odločitev v tistem trenutku, da lahko nastopajo tudi za jugoslovanske vrste, kajti vsak manj kot treninga in tekem vpliva na nadaljno športno pot. Tako da imamo nekaj primerov v tem času moratorija nastopov slovenskih športnikov v jugoslovanskih reprezentancah, naprimer najbolj znan motiv Iztoka Čopa, ko se je ogrnil za slovensko zastavo, čeprav je država še de facto obstajala in je bil šport neke vrste vezivno tkivo skoraj vse do konca. S koncem moratorija pa seveda lahko govorimo o novem obdobju, ko pride na vrsto razdružitev z jugoslovanskim športom. Sporedno je bil ustanovljen tudi iniciativni odbor za olimpijski komite, ki je pripravil teren za ustanovitev olimpijskega komiteja, in ta je bil ustanovljen 15. oktobra 1991. leta. Se je nato sestal tudi z Samaranom,
predsednikom Mednarodnega olimpijskega komiteja, da bi seveda slovenski športniki nastopili v letu 2022 na olimpijskih igrah. Časa je bilo zelo malo, vendar mi je uspelo, na sestanku je Samaran dejal, da če bomo politično priznani in naštel nekatere države, da bomo prijeli povabilo na olimpijske igre. To, kot vemo, se je dobro dejansko zgodilo, tako da so 92. ukorakali slovenski športniki na mednarodno prizorišče, po zimi v Albertvilu in poleti v Barceloni. Istočasno ali pa vzporedno pa se je začel tudi postopek razdruževanja slovenskih panožnih organizacij za jugoslovanskimi. Tako da lahko rečemo, da v letih konec leta 91 in pa 92 dejansko slovenski šport nastopi svojo vse samostojno, tako nacionalno ali narodno ali državno in pa mednarodno pot. In šel je na to pot za dobro popotnico iz jugoslovanskega obdobja, tako organizacijsko kot tudi strokovno, saj so ne nazadnje panožne zveze glede na republiški ključ delovale tudi kot neke avtonomne organizacije. V nadaljnjem obdobju je pomembno tudi poudariti, da z vstopom v mednarodni šport so sedaj Slovenci lahko nastopili brez jugoslovanskega sita v tekmovanja. In to pomeni, da recimo, če pogledamo samo prvih 5 olimpijad oziroma poletnih olimpijskih iger, je število slovenskih nastopov že preseglo celotno jugoslovansko obdobje. Tako da kvalifikacije so zdaj šle po naši avtonomni poti in to je seveda odprlo večjo možnost udejstvovanja v mednarodnem športu, torej avtonomnega nastopanja, ki se odrazi tudi v številu medalj. Slovenski šport, če pogledamo olimpijske igre, je vstopil v 90-ih letih simbolno skozi bronasto, srebrno do zlate dobe, ki se je zgodila leta 2000 na olimpijskih igrah v Sydneyju, kjer smo osvojili tudi prve zlate medalje. Datum podelitve teh medalj je naprimer zanimivo danes vzeti kot dan športa, torej državni praznik, dan športa. Z tem samostojnim nastopom pa je nekako se tudi razrahljal ta stereotip o Slovencih smučarjih. Res, da je bil zimski šport dominantno slovenski v jugoslovanski državi in če pogledamo število športnikov, je to dominantno na slovenski strani. Seveda zdaj se to rahlja, prihajajo do izraza tudi drugi športi in pa še nekaj bi poudaril, tudi stereotip o nekolektivnih športnikih Slovencih. Prihaja mnogo bolj do izraza. Nedvomno je bila tukaj krona udeležba nogometašev najprej na Evropskem prvenstvu in na to svetovnem prvenstvu leta 2000, 2002, pa potem prve medalje rokometašev leta 2004 in pozneje še evropska medalja. Pa ne nazadnje košarkašev s krono zlato medaljo leta 2017 v Istanbulu in pa tudi uvrstitev hokejistov na olimpijske igre v Sočiju, s čimer so presegli jugoslovanske generacije iz Grenobla. To je bil definitivno en dober znak, ki pa je imel na drugi strani tudi mogoče eno slabšo stran v smislu tega, da so glavni igralci prihajali ne iz slovenskega športa, pač pa iz tujih športnih sredin, kajti vzporedno z osamosvojitvijo seveda je nastopila tudi profesionalizacija, ki ima tudi svoje značilnosti in pa seveda finančne zahteve in finančno Slovenija tukaj ali pa slovenski klubi niso mogli slediti recimo temu razvoju. Res, da imamo tudi na klubski ravni za poudariti, naprimer uvrstitev Maribora v Ligo prvakov, pa evropski naslov rokometašev Celja, pa Krimovk in tudi odbojkarji so bili recimo udeleženi v evropskem tekmovanju, pa ne nazadnje uvrstitev košarkašev Olimpije na končnico 4 najboljših v Evropi. Vendar žal je pa na trenutke sledil tudi recimo finančni krah, ki se je recimo še bolj odrazil v primeru dveh hokejskih velikanov Jesenic in Olimpije, kjer so klubi propadli. To pomeni, da se je tudi postavila težava, kako oblikovati državna tekmovanja. Namreč jugoslovanska državna tekmovanja, vsaj v primeru klubov, so bila kvalitetna, to moramo priznati, in je seveda nastopila zdaj neka praznina, ki so jo kar desetletje ali pa tudi več iskali in so šli ponekod v kombinacije organiziranja skupnih lig z našimi sosedi, naprimer v košarki neka obnovitev recimo projugoslovanske lige, recimo torej lige z bivšimi jugoslovanskimi sosedi, v hokeju naprimer avstrijsko, slovenska, italijanska, pa recimo na to različne kombinacije
ki pa so vplivali tudi na finančno delovanje klubov, tudi rokomet je šel v svoje mednarodne povezovanja. To je bila ena rak rana, ki pa je recimo spet odvisna od obdobja in pa od posamezne panoge. No, na drugi strani bi pa poudaril, da recimo šport, ki ima na eni strani to vrhunsko plat, ima tudi recimo rekreativno lice in v tem sklopu je tudi rekreacija značilnost slovenske družbe in po nekih raziskavah, zlasti recimo v drugem desetletju naše samostojnosti, da bi se z rekreacijo ukvarjalo več kot polovica prebivalcev Slovenije, kar nas je uvrščalo tedaj v vrh evropskih držav. V okviru rekreacije pa lahko poudarimo tudi planinstvo, ki ima dolgo tradicijo še iz pred osamosvojitvenega obdobja in se odrazi na eni strani v množičnem pohodništvu in pa na drugi strani v alpinizmu, kjer so Slovenci zaznamovali tudi v samostojnem obdobju, lahko rečemo močno zaznamovali, z vzponi v Himalajah in ne nazadnje o tem pričajo tudi številni, skoraj da okrog 10 zlatih cepinov slovenskim alpinistom. Konec 80-ih let smo Slovenci v vrenju nacionalne samozavesti in želje po nekaj novega, predvsem po novi državi, iskali tudi svoje simbole, torej simbole, ki nas bodo predstavljali takrat še v večnacionalni Jugoslaviji, kot tudi navzven. Iskali smo take rastlinske simbole, lipov list je bil zelo priljubljen v tistem času, kot tudi take živalske, človeška ribica nam je bila všeč. Po drugi strani pa tudi danes razvpiti karantanski panter, ki se je pojavljal že v 80-ih letih kot ideja po predstavljanju Slovencev navzven. Ampak leta 1991 z osamosvojitvijo smo dobili 3 seveda nove državne simbole, grb, zastavo in himno, torej simbole, ki državo in seveda nas Slovence predstavljajo tudi navzven. Če s himno nismo imeli težav. Zdravljica je bila na nek način v tistem trenutku že izbrana kot državna himna Slovence od 89. leta uradno, je pa na nek način prevladala v družbi pesmi, kot so naprej Zastava slave, tudi Naša zemlja, torej te 3 so se vrtele kot potencialne in seveda med njimi je prevladala Zdravljica. Torej Zdravljica je bila že izbrana kot državna himna, potrebovali smo še grb in zastavo. Tudi zastava sama je na nek način bila že desetletje oziroma več kot stoletje izbrana tribarvnica oziroma radi rečemo tudi trobojnica, ki je že iz marčnega vrenja prišla na plano kot pač predstavnica Slovencev. Medtem ko je grb bilo potrebno postaviti čisto na novo. Še 2 dni pred razglasitvijo neodvisnosti in samostojnostjo nismo imeli svojega grba. Grb, ki je v proceduri nastajal, v tisti pomladi so na to izbrali, torej le malo pred osamosvojitvijo, ga postavili na zastavo in v bistvu zastava z novim grbom je bila na nek način prvič predstavljena Slovencev, slovenski javnosti prav na tem mestu, na tem drogu je zaplapolala in v bistvu Slovenci smo ju v tistem trenutku vsekakor sprejeli kot našega. Bili smo zadovoljni z njimi, peli smo Zdravljico, bili smo zelo radostni, dobili smo novo državo. V naslednjih letih, naslednjih desetletjih pa določene strukture, morda še najmanj, v bistvu ljudstvo samo, niso bile zadovoljne z izborom grba. Heraldiki pravijo, da je vsekakor napačno strukturno postavljen, izbire barv niso prave, čeprav so se načeloma vsi strinjali, da je glavna silhueta, ki je upodobljena v grbu, torej Triglav, vsekakor pravi slovenski simbol. Težava je bila tudi z zastavo, bile so novi razpisi po izbiri nove zastave, rezultati so bili takšni, da so jih poimenovali tudi ovitki za čokolade in tako naprej. Tudi himna je prišla na svoje mesto, na mesto idej po v bistvu mali spremembi, torej da bi 7. kitici Zdravljice, ki je slovenska himna, dodali še drugo kitico, ker omenja Slovence, pa omenja Boga in tako naprej. Na koncu, v bistvu, kot vemo, v tem trenutku 30 let potem imamo še vedno stare
simbole. Slovenci se na nek način ne najbolj predstavljamo radi z njimi, torej ko imamo velike praznike oziroma ko so trenutki, ko bi lahko razobesili zastave, se to ne dogaja pogosto. Zakaj? Lahko odgovor tiči tudi v stavbi za mano, ki predstavlja državo, ki predstavlja Slovenijo. Torej, biti Slovenec, čutiti državo, to so čustva, ki jih ne moreš priučiti, ki jih lahko dobiš od države, ki ti jih ona sama daja. In Slovenci pač žal v zadnjem času teh občutke ne dobivamo. Službe oziroma predstavniki stavbe za mano ne delujejo tako, takšen je marsikdaj občutek za prihodnost vseh nas oziroma za dobrobit oziroma za utrjevanje narodne identitete. V različnih obdobjih je pri Slovencih imela politika različen odnos do kulture. V socialistični Sloveniji ali Jugoslaviji seveda je politika zelo skrbela za kulturo v vseh ozirih, tudi v cenzorskem oziru. Skratka, socialistična kultura se je ukvarjala, se je zavedala, da je kultura pomembna za slovenski narod, da je v kulturi skrita tista energija, ki mogoče je tudi subverzivna. Ampak seveda socialistična politika je v različnih obdobjih različno reagirala na kulturo. V 50-ih, 60-ih letih izrazito agresivno. Spomnimo se Rožančeve tople grede, kako je takratna politika, takratna partija pripeljala v dvorano provokatorje, ki so potem premiero uničili. Kar me zelo spominja na današnje čase, ker se aktualna Janševa politika pravzaprav z svojimi provokatorji na vseh področjih obnaša podobno, kar je grozljivo smešno pravzaprav. Kljub vsemu je od takrat minil 60 let. No, v kasnejših socialistična politika se je v kasnejših obdobjih bila bolj strpna do kulture. Socialistični politiki so obiskovali kulturne prireditve, v dramo, v opero so hodili. Vsaj trudili so se, da bi dajali vtis, da jih kultura zanima. Skratka, kultura je bila pomemben del socialistične družbe. Ta cenzura tega pač sistema, ki je bil enopartijski in je bil na nek način avtokratski, je počasi do kulture imela bolj svoboden odnos. Nekako se mi zdi, da v 70-ih, 80-ih, začetku 90-ih, pravzaprav takrat smo že imeli svojo državo, je bila kultura absolutno svobodna. Še vedno so obstajali kakšni partijske celice, lokalne partijske celice, ki so se zmrdovale, ampak niso imele moči. Jaz mislim, da je to obdobje nastopilo ko je Kučan prevzel Zvezo komunistov. Nekako se mi zdi. Takrat se je tiskal pravzaprav tudi Kocbek v Cankarjevi založbi, Mikl in Pavček sta ga izdala, neka partijska celica. Jaz sem se takrat spomnim, ker sem pri isti založbi tudi izdal svojo prvo knjigo. Partijska celica se je zmrdovala, Kocbek in tako naprej. Ampak knjiga je išla in je danes to ena najpomembnejših izdaj. Ampak to je samo en. Skratka, nenadoma je partija ni bila več do kulture pokroviteljska in nastopilo je obdobje totalne kulturne svobode in s tem je nastopilo pravzaprav tudi obdobje priprave na osamosvojitev. Jaz mislim, da je kultura pravzaprav tisti najbolj pomemben dejavnik pri slovenski osamosvojitvi in pri tem, da imamo danes državo. Kulturniki smo ogromno pravzaprav naredili, odpirali smo neke nove teme, tudi ne samo v Sloveniji, tudi v Jugoslaviji. Takrat so se tudi, mislim, da je bila tudi jugoslovanska partija pravzaprav vedno bolj odprta in je skozi kulturo poskušala pravzaprav sebe malo modernizirati. Pojavile so se teme o Golem otoku, tudi pri nas Vitomil Zupan je napisal in uspel objaviti, kar ga mogoče 20 let prej ne bi, roman o drugačnem partizanstvu. In tako naprej. Torkar je napisal odlično knjigo o
dahovskih političnih procesih. Skratka, nekako se mi zdi, da je to polje svobode v 70-ih letih in seveda v 80-ih letih zaživelo s polno močjo in pripravilo teren za osamosvojitev. Seveda, usporedno so pa potekale potem seveda so se tem gibanju kulturnem, ki mislim, da je bilo na začetku kulturno, so se priključili tudi politiki. Bodoči politiki so pristavili svoje lončke, vendar so se v odločilnih, te politiki, ki nas še danes spremljajo, so se v odločilnih trenutkih skrivali za kulturo. To moramo vedeti, da je Majniško deklaracijo prebral pesnik Tone Pavček. Politiki so se skrili za njegov hrbet, ker so nekako upali, da pa Pavčka politika ne bo zaprla. Politika, jaz sem prepričan, da takrat ni imela niti slučajno tega v mislih. Isto je bilo z novo revija 57, so zamenjali urednika in so se skrili za novim urednikom Borisom A. Novakom, ki je to odlično opravljal, zato ker je pač njegov oče bil legendarni partizanski poveljnik in so rekli, Borisa ne bojo zaprli, ne bo se pač nič zgodilo. Skratka, jaz doživljam te politike, ki so nam pol krojili usodo zelo slabo, to danes po 30 letih vemo, jih pravzaprav gledam kot neke skrivače, ki so se skrili za politiko, za kulturo, jo izkoristili in potem, ko so prišli na oblast, takoj pozabili na njo in jo brisali svojega načrta in tako naprej. Tako da v zadnjih 30 letih se slovenski kulturi in umetnosti godi zelo slabo. Vse vlade so pravzaprav bile do kulture ali ravnodušne, Drnovšek ga kultura ni motila, ni je uviral, ni pa tudi nič, njegove vlade tudi niso nič bistvenega naredile za kulturo. Njegov minister Jožef Školč je tukaj izjema, mislim, da je bil to zelo dober minister, zgradil je novo Vibo in tako naprej in tako naprej. Pol naslednje vlade vedno bolj, kadar so bile volitve, so seveda kulturo nekatere politične stranke imele seveda v programu, ampak nekje čist pri dnu. Prvo naslednji dan po volitvah so pa na kulturo pozabile in jo izdale. Počasi so tudi iz politike izrinile vse kulturnike. Demosova vlada je še imela nekaj kulturnikov, dobrih kulturnikov, kasneje so jih izrinili. Še posebej je v tem aktivna v izrinjanju sposobnih kadrov, še posebej aktivna bila Janševa stranka, še danes je, tako da je posledica, da imamo v parlamentu pravzaprav polpismene, zelo primitivne ljudi, je to pravzaprav sad njegovega 30-letnega truda, da bi to naredil, tako nekako se mi zdi. V socializmu je bilo ogromno investicij v kulturo, vse, kar imamo pravzaprav, od Cankarjevega doma do gledališča v Mariboru in tako naprej. Ta seznam je zelo dolg. Vse to se je zgradilo v bistvu tistih 40 letih socializma. Kulturni domovi, ki so prava gledališča, pravzaprav vse po stotine jih je. Nekako se mi zdi, da je v 30 letih, če primerjam, pa so bile te investicije v kulturo minimalne, praktično jih ni. Lutkovno gledališče v Mariboru, ki je bilo pa zastavljeno že v socializmu, Slovensko narodno gledališče v Gorici, ki je bilo zastavljeno že v socializmu, pa se je pol v zgodnjih 90 letih zgodilo. Skratka, nič. In jaz mislim, da to še manj se je pa vlagalo v programe kulturne, vedno manj. Tako da je pravzaprav stanje kulturnikov in kulture in umetnikov in umetnosti v Sloveniji porazno na vseh področjih. Jaz mislim, da je to bilo pravzaprav zaradi ignorance, zato ker pač jih kultura ne zanima, ker kultura ni tisto področje, ki se ga da olastniniti, ker so se pač ukvarjali z drugimi zadevami. In to se mi zdi strašljivo, to so dolgoročne posledice. Politika se v 30 letih ni zavedala, da je kultura edini in pravi obraz slovenskega naroda in slovenske države. Ni se zavedala. Zdaj, ta hip, z Janševo vlado imamo pa še posebno situacijo. Janševa vlada se pa zaveda, da je kultura pomembna. In se ukvarja s kulturo, ampak jo želi prilagoditi svojim političnim namenom. Zaveda se, da če ima svoje člane in svoje politične somišljenike vse povsod in
to ji uspeva zelo, zelo dobro. Če ima vse posod, v vseh podjetjih, v vseh pomembnih vitalnih funkcijah, od najnižjega uradnika do najvišjega uradnika, vse posod. Da s tem pravzaprav še nima oblasti, dokler nima oblasti nad kulturo. Ampak tisto kulturo, ki je zanjo pomembna, in to je pravzaprav kultura, da ne bom užalil koga, ampak slaba kultura vaške province. To je korak nazaj v cankarjanske čase. Cankar je v tem pisal, danes bi ga lahko citirali, kaj je govekar in govekarstvo, kaj je to. Janševa vlada si 100 let po Cankarju želi točno to, zato ker ve, da je to tista primitivna baza, ki hodi na gasilske veselice, ki polni z neko slabo pop kulturo stadione, kar smo slišali iz ust političarke, ne, da je to prava kultura. Ne. Vejo, da je to njihova volilna baza. Ne vejo pa, oziroma nočejo vedeti, da pravzaprav mora država, če je res prava država, delovati tako, da odpira vrata svobode kulturnemu in kreativnemu udejstvovanju za svojih državljanov. Samo to je naloga. Čim več kulture, čim več različne kulture, to je pomembno za slovenski narod, to je pomembno za razvoj slovenskega naroda. Brez umetnosti in kulture naroda ni. In grozi nam izumrtje pravzaprav. Če bo ta politika prevladala in dela na tem, da bi prevladala tudi dolgoročno, nam sledi kulturno izumrtje naroda. In kadar umre kultura, umre narod. Pravzaprav moram reči, da kulturna politika sedanje vlade vodi z kulturo in umetnostjo odprto vojno. Pravzaprav. Tudi tale stavba na Metelkovi 6, ki je pravzaprav posledica Drnovškove vlade. Školč je pravzaprav uredil status in na nek način v družbo pripeljal te neinstitucionalne kulturne organizacije, ki za kulturo naredijo ogromno. Niso vezane na neki, to ni drama, ampak so plesni teaterji v tej hiši. Skratka, neka kultura, ki je blazno pomembna, ki ni zavezana aktualni politiki, ki je svobodna, ki je tudi do politike vedno kritična, ne samo do Janševe, do vsake politike. To je to stavba, ki jo hočejo ukiniti, oziroma hočejo ukiniti vsa ta društva, jih postaviti na cesto in noter narediti karkoli drugega. Tako nekako se mi zdi, da je to velika nevarnost. Ne samo, kadar politika misli, da je neka določena kultura prava umetnost, to je zelo nevarno. Ampak kadar politika hoče uničiti to neinstitucionalno kulturo, to je pravzaprav topla greda bodočih direktorjev drame. Tukaj se zares kultura, to je smrtno nevarno. In jaz mislim, da smo zdaj v nekem določenem kritičnem času. Jaz kot kulturnik prisegam na kulturo. Vse so pokradli, vse so ulastnili, vse so prodali tujcem, samo še umetnost in kulturo imamo, ki nas ohranja po življenju. Ko bo umrla umetnost, in mislim, da so tukaj nasprot imamo stavbo kulturnega ministrstva, da se zelo trudijo, da bi se to zgodilo, potem bo umrl ta narod. Ne bo nas več. Mnogo bolj agresivne kulture v naši okolici bojo pozabile na nas. To je pa že dovolj. Umetnike ne moreš nategniti na en kolub. Ne smeš, ne moreš. In v bistvu ta pritisk lahko porodi samo še hujši odpor proti temu. Veš kaj, on se trudi, da bi ta odpor tudi zadušil. A veš, maščevalno, ljudje se bojijo, nimajo služb, umetniki so na cesti, a veš, tukaj imajo komisije narejene, ti kandidiraš za sredstva, jih ne dobiš, zato ker nisi. A veš, v bistvu
hoče uničiti tudi to, ne? Ampak na ta način uničiš, da ti ljudi, umetnike, eksistencialno ogroziš. Oni so pa tako smo že ogroženi. Že po svoji naravi dela smo reveži, prebijamo se, status samozaposlenih v kulturi je mizeren. Na ta način hoče narediti, to pa so, tako delajo fašisti, ja, to absolutno. To formulo smo že v zgodovini. Večkrat, ja.